Nadangel Štefan je stal ob njem in grozeče mahal s svitkom, kot z vitkim časopisom na psom, ki se je polulal. Jaz mislim, da vsi, ki bodo vzeli v roke to knjigo, itak. Jaz sem Levi, ki ga imenujejo Focen. Ješua, ki ga imenujejo Jos, je bil moj najboljši prijatelj. Podoben satiričen, nedirekten humor, ki ne gre na prvo žogo. Za evangelij gre. Evangelij po tolikem času. Po kom? Po Leviju, ki ga imenujejo Focen. Raziel je izpustil krpo in ostal. Zagotovo je prišlo do pomote. Povelje prihaja neposredno od sina. Obstaja prav dober razlog za to, da Focen v drugih knjigah ni omenjen, veš? Ne reci tega. Pa če je res prava rit. Takole govoriš in se še sprašuješ, zakaj na zemeljsko stran vedno pošljajo prav tebe. Zakaj zdaj po tolikem času? 4 evangeliji so bili doslej povsem dovolj. In zakaj prav po njem? Ker gre po štetju prebivalcev zemeljske strani za neko obletnico sinovega rojstva. Ta pa meni, da bi bil že čas, da se njegovo zgodbo pove v celoti. Brat, drugo pa je, da se pač v tej knjigi se ima krohota in malo smeji in tako. In všeč mi je bila ena recenzija, en recenzent, ki je napisal o Ameriki takole. Če raje vidite, da je Jezus bolj božji kot sin, pobožen in resen, potem raje ne vzemite v roke knjige Jana. Če pa imate radi Jezusa kot velikega človeka in verjamete, da je s človečnostjo povezan tudi pomor, potem boste to knjigo takoj sprejeli. Kar se tiče Svetega pisma in tega, je pa zelo noter vpeta. Christopher Moore je rabil 4 leta, da je... Enostavno nisem mogel odložiti z rok in sem vedel, da to je knjiga, ki jo moram prevesti. Ne bi mogel, da je ne bi. Po tej knjigi je tudi Moore sjajno navezal, ne? Se Jezus, ki ga pač v mladosti kličejo Jos in pa ta Focen, ki bomo rekli, caplja za njim ga... In ta humor mi je zelo blizu in moram reči, da ga zelo pogrešam, kot že bi knjige omenila, bi zelo vesel, če bi bil bolj prisoten v našem prostoru. Zato tudi upam, da ni preveč nenavaden, mogoče ali pa preveč direkten za naše okolje. Sem potem že enim prijateljem rekel, pa dejte spurt malo teh mojih knjig, da bo malo akcije pa tega, ne? Skratka, nič čas, da se ni zgodilo, ne? Se je pa zgodilo to, da je knjiga postala uspešnica, zdaj je prevedena v 20 jezikov. Pa dobro, pravi Raziel. Prinesi mi kakšno čokolado. Čokolado? Ena njihova sladkarija. Všeč ti bo. Satan jo je izumil. Hudičevo hrano hočeš? Tudi belega kolača se lahko prenaješ, prijatelj moj.